O Medvoški knjigi smo v naših novicah med vodami že poročali, saj je prva predstavitev potekala pred mesecem dni v Kulturnem domu Medvode. Tokrat pa so nas povabili še v Medvoško knjižnico, kjer sta postopek nastajanja knjige opisala urednika doktorica Barbara Pregl in Urban Vovk v pogovoru z doktorico Ignacijo Fridl-Jarc iz založbe Slovenske matice, v okviru katere je knjiga izšla kot 18. knjiga v zbirki Mestne knjige. Zbornik Medvoška knjiga, ki je nastal v sklopu zbirke mestnih knjig, je knjiga, ki ne ponuja enotne zgodbe, temveč pisan mozaik spominov, zgodb, podob in pogledov, ki skupaj rišejo večplastno identiteto Medvod. Vsak bralec jo lahko doživi po svoje, kot razprt most do preteklosti, skupnosti in prostora, ki nas povezuje, so zapisali v povabilu na tokratni pogovor v knjižnici, kjer so obiskovalce popeljali skozi proces ustvarjanja Medvoške knjige. Posebnost te knjige je seveda, da smo se najprej vsi, ko smo za projekt slišali, spraševali, ali so Medvode mesto. In jaz srčno upam, da odkar smo izdali to knjigo, takih neumnih vprašanj Medvoščani ne boste prejemali več. Če pa se lotim nekako pregleda bolj strokovno, kako je knjiga nastajala, moram priznati, da sta izjemno dragoceno delo opravila oba urednika, doktorica Barbara Pregl in Urban Vovk. Knjige zagotovo ne bi bilo brez strokovne pomoči in podpore gospe Sabine Spanjol v javnem zavodu Sotočje in tudi podpore občine Medvode. Medvoška knjiga izstopa tudi po tem, da so nekatera besedila nastala prav za izdajo te Medvoške knjige, kar je ena največjih odlik zbornika. Posebna tudi v tem, da so nekateri avtorji prvič objavljeni nekako v knjižni obliki in posebna tudi v tem, da je posvečena, bi rekla tako, metafori mostov, ki jo izkazuje tudi naslovnica knjige. Najtežje delo pri snovanju knjige pa sta zagotovo opravila urednika doktorica Barbara Pregl in Urban Vovk, katerih predloge je založba z veseljem sprejela in upoštevala. Lahko pa poudarim, da je seveda bilo sorazmerno težko že najti zares stare dokumente o Medvodah kot zelo pomembnem kraju ali naselju. Saj vemo, da je bilo to dolgo časa izrazito ruralno področje. Pa vendarle je prav Medvoška knjiga uspela nekako spremeniti nekatere stereotipe, pa tudi celo nekatere znanstvene datacije ali poglede na Medvode. S tem, ko smo znova proučili slikovno gradivo, stare fotografije, se je izkazalo, da so potrebne nekatere korekcije in da je to vendarle bil prostor srečevanja intelektualcev. Recimo profesor dr. Janez Bogataj nam je prepustil dragoceno dediščino Finžgarja, ki jo sam hrani, in ugotovili smo, da je srečanje obeh Cankarjev, Izidore in Ivana, zagotovo potekalo prav tukaj v tem prostoru, kar doslej ni bilo znano. Po drugi strani, pa poudarja Fridl-Jarc, so se Medvode kasneje izrazito urbanizirale, zlasti v obdobju industrializacije, delno že pred drugo svetovno vojno, še posebej pa po njej. In prav to je tisto, kar nekateri v knjigi posvečajo, da je morda knjiga premalo izrazito pozornost položila na ta čas po drugi svetovni vojni, na obdobje industrializacije tukaj, tudi seveda hidroelektrarne in podobnega. Ampak moram poudariti, da so te mestne knjige, ki so doslej išle, bile vedno bolj izrazito neke vrste posvečene zbiranju literarnih zapisov o posameznem kraju, kot pa seveda historičnim zgodovinskim dokumentom. Težak zalogaj je bil urediti knjigo, ki so si jo najbrž mnogi, glede na naslov, zamislili po svoje. Je vendarle ogromno zgodb, ljudi, stvari o Medvodah, zbornik pa ima omejeno količino strani. V resnici nama je bilo že od vsega začetka jasno, da ne bomo mogli vključiti vsega,
In zelo jasno je bilo tudi to, da v resnici ne želimo z enim načinom pripovedi peljati cele zgodbe. Se pravi, v to našo medvoško knjigo so vključena besedila, so vključene slikovne priloge, ki imajo tudi svojo zgodbo, je vključen strip, je vključen notni zapis, je vključen osnutek spomenika, fotografije, likovna dela, torej reprodukcije recimo zemljevidov in vse to v resnici tvori neko pripoved. Ampak ta pripoved ni bila nikoli mišljena, da bo pač povedala eno zgodbo, eno in edino o Medvodah, ampak je narejena tako, da si v resnici vsak svojo zgodbo ustvarja. Zato, ker preprosto, tako kot ste rekli, kjerkoli prostor, ki ga tvori toliko ljudi, pa Medvode niso velike, ne, ampak vseeno je tukaj veliko ljudi, je težko v bistvu to unificirati in narediti en glas. Med številnimi zapisi in fotografijami, tudi stripom in celo naslovnico z vrtiljakom, na prvi pogled ni videti povezave, a Medvoška knjiga rdečo nit ima, in sicer je to voda in so mostovi, to, kar Medvode imajo v svojem imenu. Cela knjiga v resnici je zastavljena kronološko, gre od Valvazorja, ali pa recimo slokovne priloge so tudi pač seveda še iz časa prej, ampak vendar nekako šli smo v bistvu od starejših besedil, ne, takih in drugačnih proti novejšim. No, tako. Vsebino knjige je soustvarilo res veliko število sodelujočih, od tistih, ki so prispevali svoje ideje, do tistih, ki so prispevali svoja avtorska dela. Pač podpisana kot urednika sva midva z Urbanom Vovkom, ampak tukaj je cela ekipa za nami. Ne. V bistvu, torej, javni zavod Sotočje je izredno pomembno sodeloval vsebinsko tudi pri naboru gradiva, pri sestankih z morebitnimi avtorji, poznavalci Medvod in tako, knjižnica Medvode, občina Medvode. Skratka, v bistvu inštitucije, ki so locirane v Medvodah, hkrati pa tudi posamezniki, konzultirali smo se. V bistvu tukaj je šlo res za to, da skušamo v bistvu nekako torej ustvariti neko ekipo, ki je pač recimo priskrbela ali pa poznala različne vidike v bistvu medvoške stvarnosti. Na vsebino knjige pa je bilo izrečenih že nekaj kritik. Med drugim so bile izpostavljene priložnosti za vključitev omembe nekaterih pomembnih osebnosti in dogodkov iz medvoške zgodovine, ki v publikaciji niso predstavljeni. Prav tako je skoraj v celoti izpuščeno obdobje druge svetovne vojne, ki je območje sicer močno zaznamovalo. Po pojasnilu Barbare Pregl avtorji na to temo niso našli gradiva, ki bi ustrezalo konceptu knjige. Nasprotno pa je bila osebnost Branislave Sušnik v knjigi predstavljena zelo obsežno. Po besedah Urbana Vovka je razlog v tem, da je Jakob Aljaž že širše prepoznan, zato je poudarek na Sušnikovi razumljen kot del zgodovinskega uravnoteženja. Ob tem se je lahko ustvaril vtis, da je izbor vsebin deloma subjektiven, ker nekaterih osebnosti pomembnih za razvoj Medvod, kot rečeno, v knjigi ni. Hkrati pa je vendarle treba poudariti, da na račun tistih, ki v knjigi so predstavljeni, skoraj da ni bilo zaslediti kritičnih pripomb, da je kdo neupravičeno v Medvoški knjigi. Manjka tudi kakšno dodatno pojasnilo o povezavi posameznih zgodb z Medvodami. Kratka opomba ob koncu zapisa bi lahko razjasnila marsikatero vprašanje, denimo v primeru Ivana in Izidorja Cankarja ter njune povezanosti z Medvodami. Bi torej Barbara Pregl danes naredila kaj drugače? Živimo med vodami, ne, in pač pravijo, da ne moreš nikoli stopiti v isto vodo, iste reke. Ampak ne glede na to, jaz ničesar ne bi spremenila, ker se mi zdi, da ta koncept v bistvu vedno znova vabi k drugačnemu branju. In jaz mislim, da je to pač pomembno. Ne? Se pravi, ne samo to, kar smo mi, ki smo osnovali to medvoško knjigo, naredili, ampak tudi to, na kak način jo lahko berejo pač bralci. In to se mi zdi pač pomembno. Najbrž je torej mnenj in kritikov strani zunanjih opazovalcev, kaj sodi v Medvoško knjigo in kaj ne, toliko kot je Medvoščanov. Morebiti bomo pri tem odkrili, da nam manjka še kakšen most, a po drugi strani smo vendarle lahko veseli in ponosni, da Medvoško knjigo imamo in priznamo, da se vidi, da je bilo vanjo vloženega veliko truda in dela. Ja, namenjena je vsem Medvoščanom, starejšim, mlajšim, tistim, ki še prihajajo. Tako da jaz si zelo želim, da bi pač po njej segali pač vsi, ki jih to zanima.
Moram reči, da sem ravno danes zvedela, da je v resnici v Medvodah, v Medvoški knjižnici, da so vsi izvodi knjige pošli, da je čakalna vrsta in to se mi zdi en krasen pokazatelj tega, da v resnici, da je knjiga zanimiva. Knjiga, ki kombinira dva pogleda. Pogled Medvoščanov, torej ljudi, ki so tu rojeni, in pogled ljudi, ki Medvode gledajo od zunaj. Je sklop različnih pogledov, ki se lahko izključujejo, pa tudi dopolnjujejo. In toliko kot je pogledov, toliko je mnenj o vsebini knjige. Zagotovo pa se bo v naslednjih 30 letih nabralo dovolj gradiva za še eno medvoško knjigo, sploh glede na veliko število pišočih Medvoščanov. Zagotovo bodo nastajali novi imenitni literarni zapisi o Medvodah. Že kar nekaj jih je nastalo zdaj, tudi prav na pobudo obeh urednikov ob nastajanju te knjige, kar je še prav posebej dragoceno. Nikoli doslej še nobena mestna knjiga ni imela toliko novih zapisov o kraju, ki bi nastali prav v sklopu nastajanja neke določene izdaje zvezkov iz te zbirke. Prav tako pa, glede na to, da je zelo veliko avtorjev vključenih, ki so tudi mladi in ki so tako ali drugače povezani s tem prostorom, sem prepričana, da bo čez 30 let potrebna medvoška knjiga številka 2.